Gradbena dela, ki so se začela pred 9 meseci, so bila pred časom zaključena. Danes pa je sledilo tudi uradno odprtje nove velike pridobitve Doma upokojencev Kranj. Lahko bom rekla, da je to ena največjih, najtežjih investicij, ki sem jih v svojih 21 letih, kolikor vodim domove, zaključila. Pa ne po finančni plati. Po finančni plati smo imeli večje zalogaje, ampak po napornosti zaključiti in usklajevati z izvajalci in pa z roki vse te zadeve, pri vsem tem pa obdržati maksimalno kvaliteto, je bilo res naporno in težko. Nova večja kuhinja je le še ena od mnogih investicij v zadnjih 7 letih. Naša kuhinja je bila dimenzionirana za 140 stanovalcev. Danes nas je v domu 214 stanovalcev, 156 zaposlenih plus 9 javnih delavcev, še 30 v dnevnem varstvu in dnevno nam gre na teren 180 kosil. V dosedanji kuhinji je bilo praktično nemogoče pripraviti kar 450 kosil na dan, kaj šele vse zajtrke, malice in večerje. Z današnjo investicijo smo res omogočili pogoje, da bo to spet možno, da bodo lahko ljudje spet naročali kosila pri nas, ker sedaj imamo kuhinjo, ki je še enkrat večja, kot je bila, in prostori so ustrezni, primerni, tudi glede opreme. Vsekakor to ni zadnja pridobitev oziroma investicija kranjske ustanove, ki že od samega nastanka skrbi za prijetno počutje starostnikov. Cilji so jasni. Izboljšati stanovalcem pogoje, zelo prisluhnemo tako stanovalcem kot svojcem. Včasih moram priznati, da so delavci kar malo jezni name, ko sprejemam določene ukrepe za izboljšanje kakovosti, pa vendar za nas so stanovalci resnično tisti prvi, ki jim prisluhnemo, in prav je, da se prilagodimo njim, njihovim željam in njihovim potrebam, kolikor je pač to mogoče.